Daj vrn se k meni, da bom putošen. Kaj je narobe s tem? Ja, kolega Boris. A razumeš ti, da... Zakaj bi bilo to, mislim, cel štikel si zavijal z očmi, ne? Da mi povej, kaj misli, ko reče putešen. To pač misli, da bo poseksan, da ga bo bejba poseksala, da mu bo prišlo, ali kaj. Da bo putešen. Ja, ne, mislim, ja, kako že poje, ne, rad bi spet oblekel tvojo srajco in bil putešen. Vidiš, v kakšen lik pač neke osebe, ki je tukaj sam to, da njega puteši, da je to bejbo, ne? To je že zelo boomerska pozicija. Ja, bi moral reči, da bova putešena. Recimo bi bilo že ful lepše, če bi rekel, in bova potešena, ne? Pa še putešen, še tako reče na tak način, sluzast. Pravzaprav jo kliče k sebi, ne? Ja, ampak... Da bo te skupaj iskala svetlobo, reče, na tak način kliče tudi Bog izgubljene otroke, ne? Prvo kot prvo mislim, da ima Bog malo več avtoritete kot Grega Skočir, drugo kot drugo, veš kako jo kliče k sebi? Dej, vrn se k meni! Dej, vrn se k meni! Ni tako, res se opravičujem, da sem zafrknul, vzel sem ti zvestobo, zamenil za greh, oprosti, a se lahko vrneš meni? On je tako, pa dej, no, vrn se k meni! Nobenega apologetičnega tona ni v tem, ampak je sem tako, pokvati ni jasen, dej, vrn se k meni! Razumeš? Ja, je to boomersko. Mislim, a zdaj boš obtožil pravzaprav njegov slog izražanja, njegov umetniški izraz kot, bom rekel, posredno posledico patriarhalne ureditve sveta. Do neke mere, ja. Do neke mere bom to naredil. Obsodil. V resnici gre lahko nijansa nereflektiranega boomerstva tako daleč. Absolutno. In muzika je najbolj intimna izpoved, v tem smislu je tudi najbolj vidimo, kdo je Grega Skočir prek tega. Skratka, boomersko je, da je vrn se k meni, da bom potešen, ja. To jemaš kot nekaj najbolj normalnega. Mogoče, ja. Hvala, ker si me razboomeriral v tem pogledu, mlajši kolega. Boris, zdaj pa resno. Fenomeni. O boomerjih, ne? To je en tak ABC, da se boste znale ali pa znali orientirati in samo diagnosticirati, ali ste že tam ali še niste, ali so potrebne kakršne koli korekcije, ali pa da vam ne zdrkne tja, če ste mlajši oziroma mlajši. Lahko poveva, ne, da sprejmemo tudi klice, če se kdo počuti nagovorjenega strani teme in bi rad delil kaj o boomerjih, ampak da ima kakšno konkretno mnenje. Lepo kličite na Val 202. Drugače pa mislim, da je najbolj, da kar začneva, ne? Daj, ne. Ok, boomer. Poznaš to frazo? Ok, boomer. Ja. Bežno. Predstavi. Ok. Gre za frazo, ki je leta 2019 postala splošno uveljavljen odgovor naveličane Gen Z generacije vsem tetam in stricam, ki enostavno ne razumejo. Najstniki so jo sprva na socialnih omrežjih začeli uporabljati kot repliko komorkoli nad 30, ki je bil do njih ali pa njihovih vrednot pokroviteljski, ignorantski, skratka. Raketni pogon je fraza dobila zaradi poslanke novozelandske zelene stranke, ki je starejši poslanec med govorom konstantno posegal v besedo. In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer. Current political institutions have proven themselves incompetent of thinking outside of a short political term. Boomer mu je rekla. Jezne tete in strici so se na žaljivo frazo odzvali, ne? Bob L. Lonsberry, 60-letni radijski voditelj, je močno usekal s temle odmevnim tweetom: Boomer is the N-word of ageism. Torej, boomer je en beseda, ne beseda, a smeva to ujeti res več? Ne smeva. En beseda se ne izreka več. Ne. To je boomersko, če želiš izrekati to besedo. Ja, na že razumem. Ampak je en beseda diskriminacije starejših. Tako. In dejansko starejših gospodov Miha, mislim, da to oba dva veva, resnično nič ne prizadane bolj kot nek občutek tega nespoštovanja. Ne? Ok, zadeva, pojem ali pa problem ali pa družbeni pojav se je iz Amerike deloma preselil tudi k nam. Me pa zanima, če pri nas na ulici poznajo izraz oziroma kako se odzivajo na vprašanje, kaj pomeni boomer? Boomer, vem kaj. Boomer je, ne vem, v resnici ne vem. Oznaka za generacijo. Boomer generacija takrat po drugi svetovni vojni.
Pa jo mladi uporabljajo samo kot oznako za generacijo ali še ima kakšen drug pomen? Ne vem, verjetno ima, ampak ne vem. Boomer. Pa, ne vem, nekaj čudnega. Boomer nima pojma, da je boomer. Pa ne vem, ker je nekaj čudnega, je verjetno najboljši stavek, s katerim bi lahko povzela današnje fenomene. Miha, mislim, da je treba mogoče po definiciji vprašati bolj internetno fluentne ljudi. Kdo so boomerji? Ja, ne vem, starši, ki se bolj tako strogo obnašajo. Boomer so tako starejši ljudje, ki ne razumejo teh Gen Z for. Stari ljudje. Pa to so po mojem kakšni te starejši ljudje, ki probajo biti mladi. Ok, tako so povedali mladi, ne? Kako si rekel, Boris, internetno fluentni ljudje. Skratka, ne govorimo samo o povojni baby boomer oziroma baby boom generaciji, zdaj pa ti meni povej, kaj naj bi bila definicija pojma boomer, ker imam malo občutek, da to tudi blago namelti. Ne? Kaj imate ljudje tvoje generacije v mislih, kadar rečete ne mi s temi boomerskimi forami? Ali pa imel je tak boomerski pogled na svet, ali pa pusti njega, ne? On je en zafrustriran boomer. Ok, lej, po znanstveni definiciji ne, ti seveda nisi boomer, ne, ampak si pripadnik generacije X. Ampak po kulturni definiciji pa postaneš boomer, ko postaneš totalno odtujen od mlajših generacij, od njihove kulture, od njihovih potreb, od njihovih vrednot in pa načina življenja. Po kulturni definiciji bi ti recimo lahko rekel, jaz lahko recimo rekel, da je precej boomersko, da si fan Bigfoot mame, ne? Ali pa da je precej boomersko, da še do pred kratkim nisi znal tegat ljudi na Instagramu. Ok, ne, ta fenomen oboževanja Bigfoot mame in boomerstva je treba še malo združiti. Ne? Kaj ima zdaj to idejo, ne? Če greva še enkrat na kratko? Veš kaj, vidiš, to je tista nekako nerazložljiva, težko definirana plat boomerske energije, ki žari na tak neobesedljiv način. Ne? Gre za nek vibe, ful težko razložim, ampak kdor šteka, pač šteka. Čekaj, ne moreš me zdaj zavrniti s tem, kdor šteka, šteka. Ne? To pomeni, kakor ne prestrsi, ti tega ne razumeš. Ne? A je to podobno, kot ti si beo, pa ne moreš igrati bluza. Ne? To malo spominja na ageizem. A veš, ne? Ja. Ti si mi pravkar povedal, ne, ti tega ne moreš razumeti, ker pač si sodobnik Bigfoot mame. Poskušaj še enkrat na kratko pojasniti. Te bom še enkrat vprašal, ne? Pojasni mi Bigfoot mamo, kaj na njih boomerskega. Ne? A to, da ne vem, pri 52 še vedno migajo z medeničko, pa pojejo mala nimfomanka, kva biti delo in tako naprej. Ali to, da v intervjujih včasih, tako kot mi vsi pojamrajo, da je bilo včasih bolje, kot je zdaj, recimo v 90-ih. Ja, bravo, evo, ne, dejansko vse se mi zdi, da si ti zelo tak samoreflektiran boomer in totalno štekaš, o čem je poanta. Ja. Poleg vsega, kar si naštel, je meni mogoče še tale, da se skočirijo na koncertih zdi ful dobra fora imeti našvasano na mikrofon en mali štendrček, se pravi na mikrofon štender, eno malo stojalce za svoj unionček, pa boomerski so tudi njegovi sluzasti momenti, ne, ala, gremo punce, dajmo malo zamigati punce. Malo obsojaš nek slog, zakaj ne bi bilo to boomersko, ne? Ja, stari, zato ker je to nek zaprašen krik bivše mladosti, pa tega, kar je bilo cool v 90-ih, ne. Lederjakne, nevarno oske kavbojke. Ok, v redu, razumem, to zdaj marsikaj pojasni. Neznano je pa tudi to, da tipi, to je pojav star kot svet, ne, tipi vedno stilsko ustanejo v tistem obdobju, v katerem se jim zdi, da so imeli največ kapacitet za redistribucijo svojega semena oziroma svojega DNK. Gremo še enkrat na ulico. Dajmo še par primerov slovenskih boomerjev. No, kaj bodo zdaj ljudje, ki recimo so opolnomočeni znanjem, kaj je to boomer sploh je, koga bi omenili, ne? Ko jih bo Luka vprašal, kdo je javni boomer? Zmago Jelinčič. Veš, da je boomer. Lado Bizovičar, on je boomer. Borut Pahor, ker misli, da je kul s svojimi Instagram posti pa ampak mogoče hoče biti bolj Gen Z. Pahor je boomer. Kdo bi si mislil? Skratka, želiš povedati, da človek, ki je vse kalorije zadnjih 10 let, vseh žemelj, ki jih je pojedel, pretvoril v to, da bi se uspešno zlil s tehnologijami generacij, ki so aktualne, da mu to ne pomaga zero in da je prva izbira, ko vprašaš mlade, kdo je boomer.
A veš, da je tudi mene presenetilo. Jaz sem mislil, da je Pahi kul. Okay, za Jelinčiča šteka. Ja. On je star kot svet in on je bil, za njega bi moralo biti 13. zodiakalno znamenje boomer, ne? Oziroma ker zmagal Jelinčič. Ampak za Lado ta prijatelj. Lado boomer. Vidiš, to so pa te energije, nerazložljive. Ne? A to je tisto, ki še vedno, tako kot jaz, ki malo mislim, da sem šel v trendu, pa v resnici vsi razen mene vejo, da nisem več. Ja, včasih je to, da se preveč trudiš, je lahko malo odbijajoče. Okay. Bravo. Ej, a so, ne, tako vse čas, kot da je to samo moški spol. Zdaj, en tak občutek imam, da je boomerstvo zelo patriarhalno nastavljeno. A so bejbe tudi lahko boomerke? Ej, stari, to je pa res dejansko ful dobro vprašanje. Nekaj resnice verjetno je v tem, ampak seveda so lahko tudi bejbe boomerke, ali kaj ne. Recimo, ne vem, evo, ko moje mami, pozdrav mami Nadi, by the way. Nada živijo, krasnega sina imate. No. A lahko rečem imaš, ker je svoj generacijsko. Lahko jo tikaš, ja. Nada, čudovitega sina imaš. Živa mami. Res model. Skratka, zdaj pa pač, okay, zdaj smo bili prijazni do moje mami, zdaj moramo pa tudi povedati, ja. Ampak nič proti njej, ne, ampak tudi moja mama ima kakšno boomersko izjavo, ne, recimo reče, glej tele punce, no, kako se obleče, ne, da se jim cela ritvita, ne. Ja, ali pa recimo reče, Boris, pa ne moreš imeti Hausiča za svoj rojstni dan v naši hiši, kaj si bojo pa sosedje mislili, ne. Če pa ne reče mami Hausiča. Ne, to si naložil, ne. To sem jim naložil, ja. Zakaj si naložil zdaj? Reče zabave. Zabave, ne? Ja. Reče zabave. Ampak ok, to sta recimo dve precej boomerski izjavi, ne kakorkoli napačni ali pa nemoralni, ampak boomerski, ne. In precej takih izjav je dejansko, ki jih Gen Z takoj poveže z današnjim fenomenom, ne. Tako da jih mogoče poslušati, kaj so recimo tiste... Kaj Gen Z-ovci, ne, da boste vedeli, ne, kdaj ste boomeri, pa da ne boste teh napak ponavljali. Kaj si Gen Z-ovci predstavljajo pod, to je pa res... To si pa res boomer, kaj to reče. To si pa res boomer. Ja, ne vem, naprimer, dej, ko imaš nepospravljeno sobo, pa take fore. Ko prideš z raztrganimi hlačami, te vprašajo, če si padel po tleh. Ja, da recimo, ker sem rekel za busa, ne, ker so ful zamujali, so bili tako. Ja, mi smo rabili hoditi peš do busne pol ure, pa še na vlak in pol smo se vozili na vlaku, stoji 1 uro pa pol. Pa če je bil sneg, smo hodili 5 ur, pa če je bilo 45 stopinj, smo hodili 5 ur. Pa... Ja, to je ta ideja, da so okoliščine realnosti našo generacijo skovale v nekaj povsem boljšega, kot bodo okoliščine vaše generacije skovale vašo, ne? Ker svet bo šel v maloro. Ne? A pol je to generacijska obsodba, a lahko kaj spremeniš, ne? A si lahko sploh ne boomer? A po tvoje, Boris, moj dragi, bi moral skočer, če se ne bi zataknil v 90-ih uletet na oder, ne vem, brez štendrčka za union, v unisex obleki z vijolčastimi rožami, z neko fluidno spolno identiteto in začeti z eno tako veliko mero čuječnosti, da naj bi kogarkoli razžalil namesto o tem, da je potešen, ne vem, o podnebnih spremembah ali kaj. Evo, to bi v bistvu izpadel še bolj boomersko, drugače lepo si tega potešenga ukomponiral noter. Ampak ne, to bi dejansko izpadlo še bolj boomersko, verjetno bi bil odziv večine mladih. Boomersko na pahorjanski način. Ja, ok, dedi, no, ne rabiš se tok matrat, ne. Nisi več star 23, umer se mal, ne. Je pa tudi precej boomersko od tebe, da si celo našo generacijo na 5 stereotipov reduciral. Na podnebne spremembe, spolno fluidnost pa čuječnost. Tako je. Na 3, prijatelj. Na 3 stereotipe. Ti pa mojo na leder jakne. Ajde, fair. To je čisto poštena ocena. Ok, mogoče se res malo premalo poznamo, ne. In Mihi, da ti ne bom jaz delal krivice in moja generacija tvoj, je šel Luka na ulice in starejše tete in strice povprašal, da bo fair, ne, če smo mladi res z vsako generacijo bolj pomehkuženi, bolj nesposobni in bolj neozgojeni. Veste kaj, starejši smo se vedno pritoževali, da se mladina ne zna obnašati, ker so vedno bili drugačni v zgodovini mladi ljudje od starejših. Jaz mislim, da niso tako drugačni od mladine kateregakoli obdobja v zgodovini, bi pa mal prenosa vedenja in bontona iz starejše generacije na mlajšo lahko bilo tudi več. Ja. Seveda, drugače smo bili vzgojeni, ko smo bili mladi. Drugače zdaj pa veš sam, kaj se dogaja. Če spoštovanja nobenega ni, sem vozil avtobus toliko let, sem ustal, sem rekel, daj gospod ustanite, kaj to vas briga, pije name, take stvari. Mislim, spoštovanja nobenega ni, odnosa ni, nič ni.
Mislim, da mladina pač točno vejo in se znajo obnašati v določenih situacijah. Seveda so vedno neki odkloni in neki posamezniki, ki odstopajo, ampak to je bilo in to bo. Ok, da strnemo tole in zapakiramo poljebumerstvo v resnici umanjkanje kapacitet za razumevanje mlajših generacij. V resnici mečkano drugače, pomanjkanje interesa za razumevanje mlajše generacije. Recimo, veš, kdo nima boomerske energije, čeprav je tudi po znanstveni definiciji boomer. Ja, star kot stalagmit, ne. Ja, stari dobri Vlado Kreslin. Okay. A on šteka Instagram? Ne. A on šteka podnebno anksioznost? Verjetno ne. Ampak a on diskreditira vse mlade ljudi in glasbenike z arogantnim pomankanjem interesa za njihove potrebe, vrednote in probleme? Niti malo. Car je izjemno pozoren, izjemno radoveden, ljubeč do vseh mladih, ki se matrajo v muziki in nasplošno taka odprta oseba. Ok, zdaj si mu pa zlezel, da ti samo še noge ven lezejo. Ne strinjamo se, da je Vlado car, ampak razumem tvoj point. Stari moj, Vlado je največji car. In, ok. Sem pa ritualiznik zaradi tega. Pa nisem tega rekel na glas. Ok, razumem, ne? Ampak razumem tvojo poanto. Tudi z Leder Jakno si lahko legit, pa nisi boomer, ne? Govorim sam sebi in svoji generaciji, če bomo torej ohranili, ponavljam vajo, ne, če bomo ohranili radovednost, spoštovanje in sočutje in ne bomo padli v prelahko past pokroviteljstva, imamo teoretično možnost, da se ne znajdemo v mapi, kjer mladi hranite s kočerja. Bom dal vse od sebe, prisegam na svoj 50. rojstni dan, a imaš še ti kak nasvet, kaj ne naredim, da ne bom boomer? Po mojem si super povedal. To, radovednost, spoštovanje, sočutje. Pa sej, Mihi, čisto iskreno se tudi jaz ob 18-letnikih počutim že kot boomer. Razlika je pač samo v pristopu, ne. Lahko bi težil. Evo, pa mi smo bili normalna zadnja generacija, tam malim so pa telefoni že dokončno scvrali možgane. Lahko pa pač poslušam in se učim tudi od ljudi, ki so pač mlajši od mene. Ne. In moje kontroverzno mnenje je to, da imajo trenutni 18-letniki najboljši smisel za humor v zgodovini. Mogoče zato, ker vidijo največ sranja? Mogoče moramo zato dati toliko več pozornosti in razumevanja. Ne? Mogoče bi bilo prav, da tudi vi mladi, torej ne boomeri, poskušate razumeti pa boomerstvo, torej generacijo mam in očetov, ki s svojimi vrednotami, kako ne rečem, zajebala svetu to, kar je. Ja, absolutno. Absolutno moramo poskušati razumeti, ampak mislim, da tudi to že vemo. Ne? Vemo, da nisi ti s tistimi parčiki atmosfere napumpal na 420 delcev CO2 na milijon. Vemo tudi, da ni skočir Saza z denarci pokupil polovico fletov v Ljubljani, ne? In vemo tudi to, da se je Vlado boril za Muro že v 90-ih, ne? Takrat, ko to še ni bilo in pa cool. Zamera naše generacije gre po moje predvsem tistemu promilu pizdekov, ki bodo itak svetu vladali tudi takrat, ko bomo mi enkrat boomeri. Ja, mogoče še največji problem, da si kot boomer pomirjen s tem. Ja. In da to perpetuira boomerstvo v nedogled. Ok, ampak to je že višja filozofija, ne? Zdaj, kjer štikl bova dala, da ne bo boomerski? Deva za vsak slučaj preveriti, če se ne smejo. Ja, ne vem, bolj tak iz 90-ih, a ne? Rock. Michael Jackson je tak boomer, po moje vsi Michael Jackson. Ma ne vem, kakšne te starejše pesmi, grejo meni mogoče malo na živce. Tako nek pop, starejši pop, tako neko Beyoncé. Beyoncé je boomerska glasba, Miha. Ok, uradno je, zdaj sva oba dva boomerja. Ja.